Spoštovani obiskovalci in cenjene obiskovalke, prisrčen pozdrav prav vsem na današnji slovesnosti, ki pred osrednjo prireditvijo ob dnevu suverenosti že tradicionalno poteka ob obelisku Zmage 1991. Pomnik avtorja Alojza Konca, ki je sestavljen iz različnih vrst betona in vključuje 3 ploščade, zid, obelisk, letozvezdje in 3-barvni signal zmage, simbolizira sodelovanje teritorialne obrambe, milice in civilnih struktur med osamosvojitveno vojno in tvori premico med Rigoncami in Ljubljano, s čimer povezuje lokalne spopade s širšim kontekstom slovenske osamosvojitve. Današnjo prireditev začenjamo s prihodom praporov veteranskih organizacij in dvigom slovenske zastave, ki jo bodo prinesli člani območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Brežice. Začetni pozdrav velja vsem današnjim gostom, županu občine Brežice, gospodu Ivanu Molanu, podžupanoma, gospe Mojci Florjanič in gospodu Mihajlu Petančiču, predsedniku pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo Posavje Antonu Supančiču, predsedniku območnega združenja Zveze veteranov vojne za Slovenijo Brežice Darku Udoviču, podpredsedniku območnega združenja Zveze veteranov vojne za Slovenijo Posavje Igorju Ilešu, predsedniku policijskega veteranskega društva Sever Posavja Romanu Kržanu, načelniku 25. območnega štaba teritorialne obrambe leta 1991 Miti Teropšiču, predsedniku Združenja borcev za vrednote NOB Brežice Tadeju Škofu, vsem gostom, praporščakom in veteranom območnih veteranskih organizacij Krško Sevnica, Policijskega veteranskega društva Sever Posavje, Zveze slovenskih častnikov Brežice in Združenja borcev za vrednote NOB Brežice. Prostor, ob katerem se srečamo vsako leto na slovesnosti, pa je včasih tudi prostor različnih druženj, različnih generacij. Za današnji kulturni program bo poskrbela najmlajše med njimi. To so osnovnošolci osnovne šole Brežice, ki smo jih tudi tokrat povabili k soustvarjanju. Najprej s pevsko točko Zlata roža. Nekje je
pozdravnemu nagovoru pa sedaj vabim Igorja Iljaša, podpredsednika območnega združenja Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Drage veteranke, veterani, spoštovani gosti in vsi prisotni. Ponovno smo zbrani tukaj, ob tem obelisku zmage, da proslavimo Dan suverenosti. Če se danes ozremo v preteklo prehojeno pot naše države, lahko mirno rečemo, da so bili naši takratni koraki pravi. Kot prvi korak je bilo enotna odločitev na plebiscitu za osamosvojitev države, sledil je korak osamosvojitve ter odločna obramba države pred tistimi, ki so nas želeli zadržati v mraku. Zadnje dejanje do suverenosti je bil odhod tuje vojske, ki se je odvil na jutrišnji dan pred 34 leti. Vsi ti koraki so pripomogli, da smo dejansko uresničili svoj stoletni sen, na užitice vsega tistega, kar nam je v zgodovino stoletja odrekala: mir, svobodo, napredek in blaginjo. Svobodo, suverenost in samostojnost bi brez poguma in predanosti nas takratnih pripadnikov teritorialne obrambe, milice in civilne zaščite ostali le pojmi, ki veljajo za nekatere druge, ki smo jim dotlej zavidali in obvladovali preko naše meje. Dejstvo, da smo se takrat v tistih okoliščinah izvili iz nevarnosti in pasti, nas lahko navdaja ne le s ponosom, ampak tudi z samozavestjo, da se bomo znali umakniti tudi novim nevarnostim, ki se bodo pojavile na naši poti. Zato je prav, da v prihodnjih letih odločneje povečamo sredstva za modernizacijo tako vojske, kako tudi vseh aspektov civilne zaščite in reševanja. Ne gre samo za tehnične sredstva in opremo, ampak tudi za usposabljanje tako poklicnih struktur kot civilne družbe, saj se bomo le tako znali postaviti v bran naši suverenosti. Vrednost suverenosti razumejo narodi, kateri svoboda je trenutno ogrožena, ali pa jim še ni uspelo izboriti. Mi suverenost imamo, čuvajmo jo. Veteranke in veterani, hvala, da ste danes tukaj, bodimo še naprej ponosni na svoje dejanja, vsem skupaj pa v imenu OZLDS Brežice zahvaljujem za prisotnost v današnji svečanosti in vam izrekam čestitke ob dnevu suverenosti. Hvala govorniku za izbrane misli. Mladi so srce in dih prihodnosti. V njih se skriva energija, radovednost in pogum, ki svet premikajo naprej. Vsaka njihova misel, ideja in odločitev oblikuje jutrišnji svet. Svet, v katerem bomo živeli vsi. Zato je pomembno, da verjamemo vanje, sami pa, da sledijo svojim sanjam in ohranjajo sočutje do drugih. Prihodnost ni nekaj, kar se bo preprosto zgodilo. Prihodnost so naši mladi, vsak dan, z vsakim dejanjem in vsako mislijo. Slovenec biti. Slovenec biti, slovensko ljubiti je pravzaprav nerazložljiva stvar, ker je to stvar srca in biti. Slovenec biti ni drugega kakor slovensko misliti, slovensko peti in govoriti, slovensko ljubiti. Pa srcem čutiti slovenski svet, hiše, gozdove, polja, ljudi, tako čutiti, da ne moreš biti brez njih. Pa to ni tako, kakor jesti in piti. Ne moreš preveč, ne ljubiti, ne biti. Miroslav Košuta, Tam, kjer sem doma. Od tam, kjer sem doma, veter nosi mi pozdrav gora. In sedaj spet vem, da je nekje še sreča. Tam, kjer sem doma. Saj tam, kjer sem doma, tam je mnogo vedrega neba. In poti povsod te vodijo v gozdove. Tam, kjer sem doma. Tole pavček, take dežele ni. Lepa je moja dežela, bridkosti polna. Sem je stvarnik, sejal nemir in lepoto, ki je skoraj popolna. In žalost, kot ti ni na svetu nikjer. Nikjer ni zemlja tako skromna in radodarna, nikjer ne pride lastovka tako hitro na jug, nikjer ni nikoli tako bledikava zarja skozi stoletja ohranjala up.
Hvala nastopajočim Osnovne šole Brežice z mentoricama Stanko Koren in Tjašo Kramar za pripravo kulturnega programa in seveda ravnateljici in podravnatelju, ki sta to vrstno sodelovanje svojih učencev podprla. Spoštovani in spoštovane, s tem dejanjem tudi zaključujemo kratko slovesnost tu ob obelisku zmage 1991. Iskrena hvala za vaš obisk, še posebej vsem gostom, da ste nas počastili svojo prisotnostjo. In še enkrat hvala govorniku Igorju Ilježu ter nastopajočim. V nadaljevanju vas vabim v Viteško dvorano Brežiškega gradu, kjer bomo ob 18. počastili dan suverenosti. Hvala. Desno, desno.